Imeti krompir pomeni imeti srečo. Pa je bilo odvedno tako? Marija Terezija je bila nadvojvodinja Avstrije, kraljica Ogrske in Češke ter edina ženska vladarica habsburških dednih dežel. Cesarskim kronanjem svojega moža Franca I. Štefana pa je postala tudi cesarica Svetega rimskega cesarstva. S 40-letnim vladanjem je pričela, ko je umrl njen oče Karl VI. Kljub temu, da je ta izdal pragmatično sankcijo, s katero je hčerki po svoji smrti zagotovil nasledstvo in vladarski položaj v državi, se je po njegovi smrti začela nasledstvena vojna. Domneval je, da bo hčerka pravo moč predala v roke svojemu možu, zato ji ni posredoval nobenih informacij o delovanju vlade. Vsega se je morala naučiti sama. V zakonu s Francem I. Štefanom je imela 16 otrok. Bila mu je tako zvesta, da se je od njegove do svoje smrti še 15 let oblačila samo v žalna oblačila. V zgodovino se je zapisala kot velika reformatorka. Korenito je vplivala tudi na razvoj naših dežel. Pod Marijo Terezijo se je za Slovence začela moderna doba in z njo narodni preporod. Med najpomembnejše reforme sodi uvedba obveznega šolstva, spodbujala pa je tudi sadjarstvo in uvajanje novih kmetijskih kultur, saj so bile v 18. stoletju pogoste lakote zaradi bolezni, vojn in slabih letin žita. Leta 1767 je tako izdala ukaz o obvezni gojitvi krompirja skupaj z navodili za njegovo pripravo in uživanje.